Kopo so letos, potem ko so jo 2 leti postavljali na Topliški jasi, vnovič prižgali v Podturnu. Tokrat na mestu, kjer so jo pred 50 in več leti oglarji že kuhali. Ja, lesa je noter 12-13 metrov, ne, kubikov, ne, pa metrov, ne. Oglje pričakujemo pa, ja, približno 1000 kil, ne. Letošnja, sestavljena iz bukovega lesa, je tako precej večja kot prejšnja leta, zato se bo oglje kuhalo približno 8 do 10 dni, razloži Fink. Jaz sem tu isto pobral od očeta, ne. No in smo z očetom kuhala po kar 3-4 leta, vse sezone. Od spomlad, tam od marca nekaj pa tu jesen do novembra, ne. Danes jo kuhajo predvsem v turistične namene. In tudi opažamo, da je ta zadeva skozi leta vse bolj obiskana. S to prireditvijo oziroma s prižigom oglarske kope si prizadevamo predvsem to, širiti tradicijo oglarstva daleč izven meja naše občine. Sicer pa so se v Podturnu srečali oglarji iz vse Slovenije. S kuhanjem kope se jih danes ukvarja med 50 in 100, postavljajo pa jo na več kot 20 mestih, a le v 2 oglarskih deželah predstavlja dopolnilno dejavnost na kmetiji. Na eni strani res izkoriščanje gozda, dodana vrednost, ne nazadnje tudi slovenski proizvod za slovenski raženj, če tako rečem. Po drugi strani pa seveda tudi veliko veselja, ki ga znajo vedno znova vtkati v to svoje delo. To kuhanje oglja in pa potem vrednost kuhanja, se pravi prodaja oglja, malo zaostaja za tistem, koliko je treba v to vložiti. Se pravi, slovensko oglje, ki je boljše, ker je več kalorično, zato potrebujemo več časa kot za ostalo oglje, ki ga uvažamo, potem seveda je dražje. Zato ostaja pri kmetih, a Prah verjame, da bodo sogovornika našli v Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, ki bi s kakšnim od ukrepov oglarjem pomagalo pokriti stroške.